Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o kroničnem stresu in podočnjakih. Preverite z mišičnim testom, no v nadaljevanju bom govorila, katera podzavestna prepričanja vplivajo na to, da se pojavljajo sploh podočnjaki. No, preden bom to razložila, pa pojdimo na to, da vam razložim, kako delujejo te zadeve. Se pravi, podočnjaki, te blazince, nastanejo na podlagi tega, ker sporočajo, da dejansko naše nadledvične žleze in naša ledvica ne delajo dobro. No in vemo, da ledvica čistijo kri, ampak v nadledvičnih žlezah se pa proizvaja stresni hormon. In prav stresni hormon direktno vpliva na to, kakšne imamo tle blazince in nekateri vemo, da kljub letnim časom njim se pojavljajo podočnjaki. No, kaj je zdaj tisto čustvo, ki vpliva na to, da se sploh sprožijo podočnjaki? V glavnem, preverite z mišičnim testom, jaz sama sem preizkusila to in wow, zanimivo, zdaj sem prišla do zaključka, zakaj se meni pojavljajo podočnjaki. Se pravi, kronični stres oziroma kronični celični stres se mi sproži vedno, ko občutim zavist drugih ljudi. Kronični celični stres se mi sproži vedno, ko občutim tekmovalnost strani drugih ljudi, ljubosumje, sovraštvo, preračunljivost, zahrbtnost ali prevaro ali manipulacijo ali dvoličnost strani drugih ljudi, hinavščino. In kronični celični stres se mi sproži vedno, ko občutim dvojno igro drugih ljudi. In dajte zdaj sami preizkusiti, če imate katerega od teh programov v svoji podzavesti, ker vsakič, ko pridete v polje te energije, ko zaznajo vaši senzorji to energijo, se vam sproži pač odziv vašega telesa in vam pokaže, da imate v bistvu kronični stres. Zdaj pa pojdimo pogledati, kako se skupaj deluje. Dejansko mi preko fizično vida signal pride na hipofizo, to je žleza v možganih, ki nadzoruje delovanje oči, in v bistvu to, kar mi vidimo ali pa zaznamo preko čakre tretjega očesa, sproži v hipofizi reakcijo. Med hipofizo pa epifizo nastane elektromagnetno polje in to elektromagnetno polje gre na hipotalamus, to je žleza v možganih, in preko te žleze, to je v bistvu tako kot nadzorna plošča, grejo sporočila praktično vsako celico našega telesa. Zdaj tukaj imam knjigo, ko imajo čakre žur, in dejansko noter iščem točno to sliko, risbo, da vam bo bolj enostavno. Se pravi, dve žlezi, na sredini je hipotalamus in v bistvu gre sporočilo vsako celico našega telesa. In naslednja zadeva, v trenutku se sproži odziv boj ali beg, se pravi ta samoohranitveni instinkt, in dejansko sproži delovanje nadledvičnih žlez, kar povzroča potem stres, gre vsako celico našega telesa. Prav ta instinkt, se pravi, instinkt je povezan s popkovno čakro in je povezan tudi predvsem s popkovno čakro, preko solarnega pleksusa in tega pa popka. V bistvu ta energija je povezana z instinktom, se pravi takrat, ko moraš preživeti. Dejansko ta čustva te pripeljejo do tega, da moraš preživeti. No, zdaj pa gremo naprej. Se pravi, da mi razumemo, da je to treba prvo stvar počistiti. No, zdaj pa gremo na zdravilno molitev dekodiranja. Večkrat sem o tem govorila, drugače imate točno opisano tukaj, ko imajo duše žur na strani 216. In je prva faza, je potrebno počistiti. Se pravi, vstavite v zdravilno molitev dekodiranja eno od teh težav. Ne vem, če zdaj ponovim, se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora vse zavedne in nezavedne moje duše, ki so povezane s kroničnim stresom in s čustvom in s tem, da ko občutim zavist strani drugih ljudi, da se mi sproži kronični stres. Se pravi,
Jaz upam, da nisem zakomplicirala. In to je prva zadeva. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roke damo v položaj mudre za novo moč, pritisnemo na čelo, na srčno čakro in potem naslednja, to je pa druga faza, pa usmerimo energijo v zdravilna središča. In ta je ključnega pomena pri tem, da se rešimo kroničnega celičnega stresa. Usmerimo energijo tukaj gor na čelo, čakro tretjega očesa in si ponavljamo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem damo na ščitnico, potem pa damo, tukaj sta pa dve manjši točki pri ušesih in usmerimo energijo v te dve točki in te dve točki sta povezani spet z nadledvičnima žlezama in zmanjšanjem stresa na celični bazi. Se pravi, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in potem damo še na sence in ko damo na sence, usmerimo energijo, se zdravi delovanje oziroma epifize, češerike. To je pa tam v bistvu božja povezava se povečuje. No, in ta tretja točka pa je, da damo roke v položaj blagoslova in si slikamo svojo srečno bodočnost. Se pravi, mi si zdaj predstavljamo pred seboj že končni rezultat. Kako bo, ko bomo živeli srečno življenje? Kako bo, ko bomo obkroženi z ljudmi, ki so pozitivni? V bistvu, bolj kot si jasno predstavljamo to našo vizijo srečnega življenja, kako bomo zadovoljni, kako bomo mogoče kakšno stvar delali, kako bojo naši dragi zadovoljni. Se pravi, kako imamo mi korist od tega in kako imajo naši dragi korist od te končne rešitve. V glavnem, moč ustvarjanja, in dejansko jaz, ko to govorim, se mi je aktiviralo moč ustvarjanja, ker vemo, da preko rok grejo zdravilni žarki in dejansko vi sami lahko usmerjate energijo, kam želite, da gre energija, kaj želite, da se ustvari v vašem življenju. Vsi vsem imamo to moč. In če se vam zdaj prižigajo roke, pomeni, da imate zdravilno energijo vsem. In zdaj ne mislite tako: jaz ne znam zdraviti. Ampak gre se za to, da vsi imamo to energijo in bolj kot počistimo to energijsko polje, večjo količino energije te božje svetlobe gre skozi nas in lažje vplivamo na končne rezultate. Se pravi, ker smo božanska bitja, to je moč ustvarjanja. In to imamo v sebi. No, tako da delajte to, preverite. Dobro, zdaj poglejmo še tehnično, kaj vam lahko pomaga pri tem, da se pozdravi delovanje nadledvične žleze. Ko imajo čakre žur, pri popkovni čakri, in v glavnem popkovna čakra, vemo, da obstaja zadnja popkovna čakra, in če je vaše zavedanje okuženo z žalostjo, se pravi, občutim žalost iz mnogih preteklih življenj, ker so ljudje zlobni, zavistni in tako naprej, bom imela nizek pritisk. Če me pa vse to jezi in sem, bi šla, pa bi nekoga na gobec, ta agresija, imam pa visok krvni tlak. Se pravi, moje telo mi sporoča, kje imam jaz težave, kaj imam za narediti, kaj nosim kot duša s seboj, in se učim delati korake naprej. Se pravi, pri popkovni čakri, preko popkovne čakre smo povezani tudi z našo mamo. Pri porodu sem skoraj umrla, ti si kriva, jaz sem tako trpela zaradi tebe in tako naprej. Strah me je kritike, življenje je težko, vedno mi vse spodleti. To je vse povezano s popkovno čakro. In tudi alergije na sonce so povezane dejansko s popkovno čakro, tako da tukaj imamo potem naprej zelišča na strani 187, se pravi, za vse tiste, ki imate težave s popkovno čakro, priporočam, dajte piti čaj iz slazenovca, potem splača se posegati po janežu, sladki kumini, tudi po koromaču, splača se posegati po, se pravi, jaz imam tukaj divji janež, meni zdajle dejansko na mojem vrtu cveti,
V glavnem čim več tega, kar razkisa naše telo in predvsem soki zelene. Tako da v glavnem to je to. Zanimivo, zdaj vidite, da sem pordečela, neka energija je šla čez mene. Očitno so te stvari pomembne, ker res verjamem, da s tem, ko to govorim, se dobesedno polje energije čisti, zdravi in je vse v redu, naj se sčisti. Ker zdaj se res čistijo najbolj težke energije in ne se bati tega. Ne se bati, če vam življenje meče na pladenj, pred nos vse tisto, kar imate za počistiti. Vse je prav, samo delajte na osebni rasti in boste videli, stvarstvo vas podpira. In vi ste človek, bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Delajte skozi svoje poslanstvo, vsak ga ima, lahko ga imate v svojem okolju, lahko ga imate na širšem okolju, v vsakem primeru, imate nalogo, ste z namenom tukaj in to, kar se vam dogaja, vse je z namenom. Tako da delajte na sebi in boste vedeli, stvarstvo navija za vas. Uživajte na tem potovanju, ki se mu reče življenje.